torej vi ste rekli, da tisti del do odločitve, se pravi, ko je delo upravljala še strokovna komisija, dokler je prišlo do odločitve, da se izbere notis, tisto ni tako problematično. Problematično je v naslednjem delu, ko se predmet naročila bistveno spremeni. Se pričujem. Ja. Morda nisem bil jasen. En del tega ocenjevanja, torej to je ta prva skupina dejstev, ki je komisija ocenjevala, je seveda ugotovila tudi tukaj kršitve dolžnega ravnanja, vendar en del, tam, kjer je šlo za vozili predvsem. Potem, kar je komisija ugotovila, jaz kot laik lahko rečem, da vozili nista bili problematični, vsaj ne tako, da bi kazalo preučevati kakšne kršitve dolžnega ravnanja. In tudi obe vozili so oceni kot ustrezni. Ja. Tako, ja. Zdaj smo zelo konkretni, recimo v delu, kjer tu piše mnenje, kjer se ugotavlja, recimo, da vozilo, ki je ponovil rotis, ni imelo tolikšno števila sedežev, kot bi moralo imeti, pa ni imelo ABS sistema, to se drži. Ampak komisija na koncu ocenila, kljub temu, da ste obe vozili primerni za namene, z katere so bili nabavljeni, bi ne bili nabavljeni, seveda mi potem ne moramo učiti nekomu, da potem ni bil korist čiste bili, pa iz tega tehničnega vidika voznih lastnosti bi vozili opredeljeni kot spremni. Ampak pri postavki orožje je že strokovna komisija naredila odstop od tega, kar je bilo zapisano, se pravi, da bo kriterij referenc pomemben. To je bilo že na nivoju strokovne komisije, ni bilo spoštovano načelo referenc. Ja, seveda. Gledajte, mi ne ločimo več komisij, mi samo govorimo o tem, v kateri fazi stvar ni bila problematična do faze, ko so se ugotavljali vozne lastnosti. Potem naprej, ko govorimo pa o božičnih sistemih, o C4, termoviziji, o vzdraževanju, servisiranju, podobnih stvarih, dobavnih rokih, referencah ponudnika, potem pa ja. To je pa že strokovna komisija delala, se pravi, ta ocenjevanja so se že dogajala, torej predn se izločila. Tako je, sistemsko tehniku. Torej, zdaj, jaz bom uporabil imena, čeprav že ne uporabljate, torej, strokovno komisijo je vodil gospod brigadir Pograjc, Bojan Pograjc. Se pravi, tu opažate kršitve dolžnega ravnanja. Naprej, potem nadaljevanje pa sledi z začetkom pogajanj, to se je pa očitno začelo oktobra 2006, ker je takrat bil imenovan šef pogajalske skupine, to je pa brigadir Dragan Bavčar. Kaj bi pa lahko torej za ta del, ste tudi nabrali kakšno dokumentacijo v smislu samih pogajanj? Ne, kar se pogajanj tiče, moram že mi stvari nismo toliko detaljno analizirali, je pa nesporno ugotovljeno, da je z izborom rotisa, potem, da so bile vnaprej zabetonirane parametri. Seveda, znotraj tega se je bilo potrebno pogajati in doseči dobav tolikšnega števila vozil, kot je bilo zamišljeno v državnih dolgoročnih strategijah na področju obrambe. Seveda, to je pa seveda pomenilo, da v takšnem štilu vozil pa takšne cene ne bo mogoče doseči s takšno opremo. Se pravi, oni so zasledovali cilj, kot izhaja iz tega, so zasledovali cilj, da dosežejo nakup 135 vozil, pri čemer pa glede na strateške dokumente niso zasledovali cilja po ognjeni moči in ostalih parametrih, ki naj bi jih teh 135 vozil zagotavljali. Torej, oni so dosegli en cilj, to je številka, vsebinskega cilja pa niso dosegli. Ja, in ta cilj je drugačen tako v strateških dokumentih kot v povabilu k ponudbu. Tam je ta kršitev enakosti obeh ponudnikov. Torej, pogajali so se, če zopet poenostavim, z obema ponudnikoma za 135 vozil, za toliko in toliko topov, toliko in toliko raket, toliko in toliko opreme. Z izbranim ponudnikom so se pa pogodili za toliko manj. Torej, oni so, in glede na ta časovni interval, tukaj naročnik po oceni komisije, to je razvidno iz tudi gradiv, tukaj se naročnik tisto pravico, ki si jo je pridržal, da se pogaja z izbranim ponudnikom, tam to ne bi bilo sporno, če bi ostali v mejah naročila, ki je bilo razpisano. Je zlorabil to pravico? Jaz ne bom rekel, da je zlorabil, samo govorimo o dejstvih, da se je potem pogajal o nečem drugem. Končni izplen za državo bi bil zagotovo ugodnejši, če bi se pogajal z obema. To je jasno. Ker gledajte, če je nek razpis, moram poudariti to, da razpis zaupne narave je ravno tako javni razpis, tukaj gre za državni denar, tukaj so uradne osebe dolžne se pogajati smotrno do zadnjega trenutka.
tukaj ne gre za to, da posameznik kupuje pa reče, s tem ponudnikom se ne bom pogajal več, pač pa se bom pogajal samo s tem. Tukaj je treba zasledovati še druga načela, načelo smotrnosti in tako naprej, kar seveda ni pristojnost komisije, da presoja. Mi pričakujemo, da bodo institucije sledile temu, kar je komisija ugotovila in da bodo to pretehtale. Tako v enem kot v drugem smislu, tudi v smislu smotrnosti. Za naročila zaupne narave načeloma veljajo isti principi kot za naročila, se pravi, enakovrednost. Principi da, načela da. Zdaj, v naročilih, se pravi, teh odprtih naročilih je morajo ponudniki navesti podizvajalce, s katerimi bodo delali, če se prav spomnim. Od določenega vrednosti naprej, da. Ja. Tukaj, ali je Rotis v svoji ponudbi navedel kot podizvajalca, oziroma zdaj ne vemo sploh kakšen status ima recimo Gorenje. Kdo je podizvajalec? Kdo sploh proizvaja, glede na ponudbo, kdo proizvaja odprtnik? No, to vprašanje recimo po včerajšnjem podpisu pogodbe se postavlja tudi nam. Moram reči, da si pravno ne znamo razložiti, kako stvar poteka, če je ministrstvo naročnik, Rotis dobavitelj, pogodba je sklenjena pa med Patrijo pa Gorenjem. Kako bo zdaj ta tok vozil, recimo kaj se bo zgodilo z vozilom, ki bo proizvedlo Gorenje, ki je sklenjeno pogodbo s Patrijo. Tako da pravno moram reči, da se ne znamo prav različiti, ampak vse konec konca to vseeno, gre enostavno za to, da v trenutku, ko se je odločilo ponudba, ni bilo ni Gorenja nikjer na vidiku. Torej, sedaj... je sploh kakšen poddobavitelj na vidiku pri Rotisu? Ne. Rotis navaja lastne kapacitete, kako? Glejte, v odgovoru je Rotis korektno povedal tam, ker smo ga vprašali, kdo so njegovi poddobavitelji in poslovni partnerji. Ampak jaz bi rad še enkrat poudaril, to načelno mnenje morate oziroma moramo izhajati iz situacije, ki je bila takrat, ko so se pogajali o tem naročilu ponudnik Rotis v Sloveniji, ne ponudnik Rotis, ne njegov poslovni partner Patria, niste imela niti obratov za proizvodnjo teh vozil. V tem je bistveno razmerje. Mi se pogovarjamo o tveganjih tega posla in pogovarjamo se o dejstvih. Še enkrat poudarjam, ne spuščamo se v poslovno odličnost obeh ponudnikov oziroma njihove zmožnosti. Govorimo o dejstvih, kaj je kdo imel takrat, ko je razpis tekel in kaj so uradne osebe. Njihovo dolžno ravnanje je komisija presojala, kaj so upoštevali in kaj ne. Opozoril bi tudi tukaj na še eno stvar, ki sem bil prej pozabil povedati. Vprašanje protidobav. Že med ocenjevanjem vi ta podatek poznate, da je vodja medresorske delovne skupine za protidobave opozoril, da je podvomil v verodostojnost podatkov ponudnika Rotis. Glede števila zaposlitev. Tako. Mi smo v zvezi s tem, prav zaradi tega dvoma, ki se je pojavil med postopkom, zahtevali oziroma zaprosili tudi za makroekonomsko analizo. Potem smo zaprosili tudi za odgovore vse udeležene strani. In na podlagi tudi teh podatkov, ki so zdaj znane v javnosti, je komisija prišla do konkretnih dejstev, da je takrat naročnik imel upravičen, utemeljen dvom v verodostojnost ponudbe enega od ponudnikov in uradne osebe, ki bi morale ta podatek preveriti, tega niso preverili. Kdo bi to moral preveriti? Kdo je odgovoril za to, da tega podatka niso preverili? To komisija ni ugotavljala, to bo moral ugotavljati nekdo drug. Zaradi tega pa je prišlo do kršitve načela enakosti, ker gre za neenakopravno obravnavo obeh ponudnikov.